Pozdravljeni! Verjetno ste zasledili, da pri Mercedesu načrtujejo, da bodo tehnologijo MGU-H začeli vgrajevati tudi na navadne osebne avtomobile. Mnogi viri so o tem poročali in zgodilo se je tisto, kar se ne bi smelo. Nastala je velika nebuloza. Spletna stran motorsport.com je pred dnevi objavila fantastično novico. Namreč pri Mercedesu naj bi bili v zaključni fazi razvoja turbine, katera bo uporabljala tehnologijo MGU-H in bo primerna za cestne avtomobile. In seveda tako fantastično novico so povzeli in prevedli mnogi. In seveda zavedam se dejstva, ko se prepisuje in prevaja, pride do napak. A težava je v tem, da dejstva opisana v tistem članku v originalu so po mojem osebnem videnju skregana z logiko in ne kažejo na tisto, kar bi moralo biti oziroma kako je v Formuli 1. Namreč ni moja naloga s prstom kazati, kdo je napačno prevedel in slabo razumel določena dejstva. To je vaša naloga, bralcev in poslušalcev, zato tudi berete in poslušate razne vire. In naloga virov je, da razložijo, zakaj pravzaprav gre. In seveda to novico bi lahko prihranil za tisti moj običajen tedenski pregled, a je malce preobsežna, zato sem se odločil, da ji naredim poseben prispevek in upam, da s tem ni nič narobe. A začnimo. Kaj sploh je MGU-H? Dostikrat sem že razložil, a še enkrat ne bo škodilo. Kratica je sestavljena iz dveh delov, MGU pa H. MGU, Motor Generator Unit. Enota motorja in generatorja, to se pravi, proizvaja električni tok in ga tudi troši. Zadnja črka tisti H pomeni hit oziroma toploto, tu se razume izpušni plin. In seveda ta enota je vezana na turbino. Turbina pač ima eno funkcijo pri motorju z notranjim izgorevanjem, kar si moramo zapomniti. Turbina stiska zrak. In nič drugega, stiska zrak. In seveda sedaj se vrnimo k članku in poglejmo že prvo zadevo, katera me je malce presenetila. In čakal sem, da bo kdo drugi reagiral, ker toliko dni ni bilo nič, sem se odločil sam. Namreč na začetku govori o tem, da bo na teh cestnih avtomobilih ta tehnologija MGU-H imela malce drugačno funkcijo kot v Formuli 1. Pomagala bo, da bo motor z notranjim izgorevanjem deloval bolj gladko, da ne bo tistega zamika pri turbini. In seveda, jasno je, turbina deluje na osnovi izpušnih plinov. Ženejo jo izpušni plini. Ko ima motor z notranjim izgorevanjem nizke obrate, proizvaja tudi manjšo količino izpušnih plinov. Mislim, da se tu vsi strinjamo. In seveda, ko voznik pohodi stopalko za plin, se ti obrati dvignejo. Ko se dvignejo obrati, se dvignejo tudi količina izpušnih plinov in seveda njihov tlak. A potrebno je nekaj časa, da ta tlak naraste toliko, da zavrti turbino do tiste stopnje, da bo stisnila dovolj zraka, da bo dodatna moč v motorju z notranjim izgorevanjem. O tem, kako pride do te dodatne moči, malce kasneje, kajti vezano je tudi na neko stvar navedeno v tem članku. V redu, ta zamik je tisti, ki ga bodo s to tehnologijo nekako izničili. Kajti v tistem mrtvem teku, ko izpušni plini ne bodo imeli dovolj tlaka, bo pomagala ta tehnologija MGU-H. Tako deluje tudi v Formuli 1 v pogonskem sklopu, kaj pa drugega. Čeprav tu trdi, da v Formuli 1 MGU-H dodaja moč. A MGU-H je vezan na turbino in turbina stiska zrak. To ne dodaja moči. To ni MGU-H, kateri je vezan na pogonski kolesi zadaj in dodaja moč v celotnemu pogonskemu sklopu. In to je ena izmed bistvenih nebuloz, katera se nahaja na začetku članka. A razumem, lapsus se zgodi vsakomur, meni pravzaprav zelo pogosto. A pojdimo naprej, kako bo ta turbina, katera jo razvijajo pri Mercedesu, sploh delovala.
In seveda razlaga je dokaj enostavna. Lepo povedo, da so naredili miniaturni elektromotor, kateri bo pomagal poganjati turbino. V redu, elektromotor, kaj pa generator? V generatorju ne duha ne sluha. To se pravi, dali bodo majhen elektromotor, kateri bo pomagal turbini, da pride na tisto določeno število obratov. Se strinjam, stvar deluje. Sicer v svetu avtomobilizma, cestnih avtomobilov smo imeli tudi druge, boljše izpeljanke, po mojem, temu malce kasneje, a to ni MGU-H. MGU-H, kot vemo, je motor in generator. Ukolikor smo dodali samo elektromotor, ni bistvo MGU-H-ja, kajti ne proizvaja električne energije, jo ne pridobiva iz toplote in zato je nekaj drugega. Tudi če pogledamo tisto enačbo in pretok energije po pravilniku FIA, vidimo, da gre v obe smeri. Ukolikor imamo elektromotor, je tam samo porabnik, kateri bo porabljal tisto električno energijo in tak motor z notranjim izgorevanjem ne bo prav nič ekološki kot prva točka. Učinkovit sicer bo, ampak kot se povedal, poznamo druge, tudi dobre rešitve. In prva izmed teh dobrih rešitev, katera je v svetu cestnih avtomobilov znana, se imenuje biturbo. Za razliko od twin turba, kjer na motorju, kateri ima arhitekturo V, imamo eno turbino na levi strani, eno turbino na desni strani, imamo pri biturbu dve turbini zaporedno, to se pravi manjšo in večjo. In ko je tlak izpušnih plinov, bom rekel, nizek, deluje tista manjša in pomaga dobiti obrate motorju z notranjim izgorevanjem, da naraste tisti tlak izpušnih plinov, ko vstopi v delovanje večja. Isti problem smo rešili na dva čisto različna načina, kar ni nič napačnega, rezultat je isti in bom rekel nobena revolucija. A pojdimo še korak naprej. Govorijo, da ta turbina bo tako fantastična, da se bo vrtela okrog 170 tisoč obratov v minuti. Kar ni nič takega, danes turbine na navadnih cestnih avtomobilih se, bo rekel, vrtijo z režimi tam okrog in popravite me, če se motim, 150 tisoč obratov v minuti. To se pravi, 170 ni taka revolucija. Vem, v nekem prevodu boste lahko zasledili, da je avtor mislil, da je motor z notranjim izgorevanjem, ki se bo vrtel tako. A da vas potolažim, motor z notranjim izgorevanjem za cestno rabo dvomim, da preide tisto magično mejo 10 tisoč obratov. Recimo tam bencinska izpeljanka 8000, maksimalno 8500, pustimo sedaj to na miru. Zadnja točka, katera je pa najbolj zanimiva in nekako odgovori na tisto, kar sem povedal prej, je pa izjava Andyja Cowella, kateri je povedal, da kolikor bi vzeli MGU-H z pogonskega sklopa Formule 1, bi morali povečati porabo takrat že motorja v bolidu Formule 1, da bi prišli do enakega števila, kot so nekateri napačno prevedeli konjev, on je mislil časov na krog. Zakaj? V motorju z notranjim izgorevanjem, kateri je srce pogonskega sklopa Formule 1, nastajajo eksplozije, nastaja gorenje. Z gorenje so potrebne tri stvari. Iskra, katero daje vžigalna svečka, gorivo, katero vbrizgujemo, in seveda zrak oziroma kisik. In zato so prisilno napolnjeni motorji z notranjim izgorevanjem glede na delovno prostornino v taki prednosti, ker stisnejo zrak s kompresorjem ali turbino in ker stisnejo zrak, je v istem volumnu več atomov kisika. To se pravi, če nimamo tistega tlaka oziroma gre počasneje gor, lahko mi vbrizgamo več goriva v določenem času, a ta ne bo izgorel, ker ne bo dovolj kisika. In tu je bistvo razumevanja, kako deluje pogonski sklop Formule 1 oziroma MGU-H. Seveda, Andy Cowell je povedal nekaj drugega. Ukolikor bi vzeli MGU-H v naslednjih obdobjih iz tiste enačbe, takrat že motorjev prisilno polnjenih v Formuli 1, bi bil ta manj elastičen. Če bi hoteli dobiti isti čas na krog, bi morali povečati konjsko moč tam na vrhu. In to bi pomenilo, hočeš nočeš, dvig
tlaka v turbini in seveda tudi povečan dotok goriva. In to mislim, da je vsakomur logično. In da se bomo razumeli, kako deluje MGUH na bolidu Formule 1 in zakaj sam mislim, da na cestnih avtomobilih to ne pride v poštev. Namreč jasno je, da tisti elektromotor pri MGUH-ju, kateri pomaga turbini, da doseže določeno število vrtljajev, deluje, ko je motor z notranjim izgorevanjem na nizkih obratih in ko pospešuje. To se pravi, vprašanje je, kdaj sploh on proizvaja električno energijo? Takrat, ko se vrti na maksimalnem številu obratov, tik pred tisto menjavo prestave. In tu je razlika med tistim, kar vidimo na progi Formule 1 in tistim, kar vidimo v vsakdanjem življenju. Seveda, bolidi Formule 1 svoje motorje z notranjim izgorevanjem kot del pogonskega sklopa uporabljajo na bistveno višjih obratih, tudi procentualno gledano. Na cestnih avtomobilih so te obrati izjemno nizki. MGUH kot tak ne more biti uporabljen na cestnih avtomobilih, kajti proizvajal bi premalo energije, da bi bil učinkovit. Če dodamo elektromotor, bo seveda delovalo, a po mojem videnju to ni MGUH. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.